Zdrav vsem, jaz sem Sofija in danes bom preigrala solo sonato v A-molu Karla Filipa Emanuela Bacha. Karl Philipp Emanuel Bach bio nemški skladatelj in drugi sin Johana Sebastiana Bacha, ki je deloval v prehodu iz baroka v klasicizem in je pomembno prispeval razvoj novega glasbenega sloga. Njegova sonata za solo flavto je napisana leta 1747 in ker je napisana za solo flavto brez spremljave, to je takrat bilo nekaj zelo novega in posebnega. Sestavljena iz 3 stavkov, poco, adagio, allegro in allegro. Uživajte.
On je bil švicarski skladatelj, rojen v letu 1890. Njegov opus je zelo dobro poznan in izvajan v Evropi, malo manj pa tudi v Združenem kraljestvu. Skladal je dela, kot so koncerti, sonate, simfonije, pa tudi opero, oratorije in pa seveda skladbe za solistične inštrumente. Njegova dela vsebujejo dodelano Schönbergovo dodekafonsko tehniko, pri tem pa ni nikoli zapustil tonalnosti. Skladba Balada spada v serijo 6 balad za solistične inštrumente z orkestrom oziroma klavirjem in pa opisuje neko človeško stanje melanholije in agonije. Uživajte.
skladba, ki jo bom zaigrala, je Skrivaj invento od Eliota Carterja. On je bil ameriški skladatelj, ki je znan predvsem po povezovanju evropskega modernizma in ameriškega ultramodernizma. Njegov opus obsega predvsem komorna dela, skladbe za solo inštrumente in pa simfonično glasbo. Skladba Skrivaj invento nosi naslov po pesmi renesančnega pesnika Petrarke. Skladatelj uporabi v tej skladbi flavto, da predstavi kontrastne ideje in registre, tako da odpiše paradoksalno vzdušje pesmi.
bom zaigrala sonato za flavto in klavir Erwina Schulhofa. Erwin Schulhof je bil češko-nemški skladatelj judovskega rodu, rojen leta 1894. Njegovo glasbeno ustvarjanje je zaznamovala združitev klasičnih oblik, kot so na primer rondo pa scherzo, z elementi jazza, dadaizma in judovske ljudske glasbe. Učil se je celo pri Debussyju pa Maxu Regerju, ki so veliko vplivali na njegov stil komponiranja. Po nacistični okupaciji Češko-Slovaške je bil zaradi svojega judovskega porekla deportiran v taborišče Würzburg, kjer je leta 1942 umrl za tuberkulozo. Sonato za flavto in klavir napisal je leta 1927 in jo posvetil svojemu prijatelju, francoskemu flautistu Renéju Leroyu. Delo združuje vplive impresionizma in jazza ter izkazuje skladateljevo inovativnost in slogovno raznolikost. Upam, da vam bo všeč.
Dober dan vsem. Jaz sem Marija, danes vam bom zaigrala koncert za flavto Karla Filipa Emanuela Bacha. On je bil drugi preživeli sin Johana Sebastiana Bacha in se pravi, on ni posnemal svojega očeta, ampak je razvil novi slog, kjer je bil čustven, pogosto nepredvidljiv, z nenadnimi dinamičnimi kontrasti. On je bil ključni skladatelj oziroma ključna osebnost na prehodu iz baroka v klasicizem. On je bil kot nekakšen most. Koncert, ki ga bom danes igrala, je eden od njegovih najbolj znanih koncertov za flavto. Leta nastanka se ne ve točno, ampak ga je pisal recimo od leta 1753 do leta 1770. Napisan je za flavto, godala in basso continuo. Sestavljen je iz 3 stavkov, hiter, počasen, hiter. V bistvu prvi je allegro, drugi largo mesto in tretji allegro assai. Lepo poslušanje želim in boste uživali.
in danes vam bom zaigrala sonato E-dur skladatelja Johana Sebastiana Bacha, ki je bil en najpomembnejših skladateljev v baroku, znan po globoki izraznosti in mojstrski strukturi glasbe. Sonata je nastala okoli leta 1741, najverjetneje na dvoru Friderika Velikega v Potsdamu. Je sestavljena iz 4 stavkov, in sicer Adagio ma non tanto, Allegro siciliano ter Allegro assai, ki združujejo baročno bogastvo in vplive takrat modernega galantnega sloga. Posebej izstopata lirični siciliano in živahni 4. stavek. Delo zahteva tehnično spretnost in občutek za slog, zato velja za enega draguljev flautističnega repertoarja. Upam, da boste uživali.
Siegfrieda Karg-Ellerta. Karg-Ellert je bil nemški skladatelj, ki je bil najbolj znan po svojih skladbih za solo inštrumente, zlasti za orgle, harmonijum in flavto. Čeprav je bil za časa svojega življenja najbolj cenjen kot organist in pedagog, njegova glasba za flavto je danes zelo cenjen in zelo pomemben del flautističnega repertoarja, kjer združuje tehniko in izrazno globino. Sonata Appassionata, opus 140, je nastala leta 1917 in velja za eno njegovih najbolj intenzivnih skladb za solo flavto.
Čeprav je napisana, torej označena kot sonata, je v resnici prosto oblikovana v enem stavku, ki je neprekinjen in kar jo daje občutek improvizacije. To je to, upam, da boste uživali.
svima. Ja sam Franciska. Inače studiram trenutno u Helsinkiju na Sibelius akademiji. I evo došla sam malo posjetiti svoju obitelj. Odsvirat ću Bachovu sonatu u H-molu, koja je jedna od rijetkih sonata koje je Bach napisao za flautu i ja mislim jedna od definitivno najboljih također. Mislim da je ovdje najbitnije da ostanemo u komunikaciji i da se jednostavno odsvira sa jasnoćom. I da, ajmo probati. Nadam se da ćete uživati.
Thank you.